Živjo, lep pozdrav vsem. Danes bi vam pa rad razložil, kaj narediti, če se pojavi nad vašim zapestjem zatrdlina oziroma oteklina. Ponavadi je ta oteklina na hrbtišču zapestja in je zelo pogosta pri fitness populaciji in pa tudi pri ljudeh, ki so fizično z rokami zelo aktivni. Lahko je ta zatrdlina tudi na tej strani zapestja, ampak večinoma jo vidimo na tej strani. Še posebej, ko zapestje hiperflektirate oziroma ga močno upognete, se še ta zatrdlina bolj pojavi. To je pač mehka zatrdlina, noter je tekočina in se imenuje ganglion. No, tukaj na slikci lepo vidimo, kako se na hrbtišču zapestja ta oteklina oziroma zatrdlina pojavi. To je taka cistična formacija, tudi tukaj imate schematsko narisano. Ta ganglion se lahko pojavi nad vsemi sklepi, zdaj smo se osredotočili bolj na zapestje in vidite, da to je v bistvu izbočenje sklepne ovojnice, ki potem sili pod kožo. To je kot v bistvu neka komunikacija te ciste z enim takim tankim tračkom, ki gre noter v sklep. Zakaj do tega pride? Ponavadi zaradi nekih preobremenitev in ponavljajočih se gibov. Zdaj, pri katerih vajah v fitnessu imate lahko bolečine, logično predvsem pri tistih vajah, kjer silite zapestje v iztek, zaradi tega, ker če boste takole zapestje iztegnili, boste to cisto stisnili in v bistvu boste začutili neko zategnjenost v zapestju. Se pravi, če delate bench press s palci čez palico, v tem položaju, potem lahko čutite bolečine, ali pa če delate sklece, potem če delate vaje za triceps tudi z palico v tem položaju, da imate prste čez palico. Zdaj, kaj narediti, če do te zatrdline pride? Ponavadi to gledamo mi ortopedi ali pa plastični kirurgi. Dve opciji zdravljenja sta tukaj možni. Eno je, da se ta zatrdlina punktira, eno pa, da se operira. Obe opciji nista tako zelo uspešni, ker se ta ganglion velikokrat ponovi. Tako da najboljša opcija je, da ta ganglion poči sam po sebi oziroma da vi toliko časa masirate to zatrdlino, da jo zmehčate in da na to tudi poči. Ker če samo spraznimo to votlino s punkcijo, se bo čez čas zopet napolnila, če pa to poči, se bo ta cista zabrazgotinila v tem delu in bo veliko manj možnosti, da pride do ponovitve gangliona. Včasih so govorili, da je treba s knjigo gor dati po ganglionu, da poč. Poglejte si tudi na YouTubeu, vtipkajte noter ganglion in boste videli, kaj vse ljudje počnejo z njimi. Tako da predvsem nobene panike in tudi prilagodite aktivnosti na fitnessu glede na bolečine, ki jih imate.